Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Ne vem, katero bi... Ali moram gledati barvo? Poglej barvo, pa si izberi na osnovi barve. Kjer se to. pritegne. To, kar pogledajo. Optimizem. Ja. Je vaš kozarec na pol poln ali na pol prazen? Poln! Se v vašem življenju odraža pozitiven ali negativen pristop? Poln! Navedite primere. Kljub temu, da me po sodišču vlačijo zaradi brezveznih stvari, imam lep pristop in nimam sovraštva do teh ljudi. Tam in jih spoštujem. Primer. Kaj pozitivnega bi sporočili drugim? Da sem našla eno žensko, ki je ful faca. In taka faca in tuk pomaga ljudem in tuk dejansko tudi ve o čustvih in vseh teh zadevah, da bo zdaj še vam kaj povedala. Evo, kar izvoli se usesti. Fajn, všeč mi je. Zdaj pa še afirmacijo sem dobila. Vdihujem vse pozitivno, izdihujem vse negativno in sprejemam ritem življenja. Sem pozitivno naravnana. To si ti naredila, te kartice? Ne, te kartice sem kupila. So pa zelo dobre za to, da se ljudje začnejo pogovarjati o čustvih, da začnejo odpirati čustva, ker od spredje je še en stavek, dva, odvisno od kere kartice, ki še dodatno, recimo, ne? Ampak ti to uporabljaš kot orodje na svojih delavnicah. Kaj se dogaja na tvojih delavnicah? Na delavnicah, jaz jih rečem z eno besedo, odpiramo prostor čustvom. Sploh zaradi tega, ker je danes premalo se o njih pogovarjamo. Premalo jih prepoznamo tako pri sebi, kot pri drugih, zato imamo zakrčeno telo, imamo kakšne blokade in tudi z drugimi se težje pogovarjamo. Če ne prepoznamo svojih čustev, tudi ne moramo čustev drugih prepoznati in potem še manj svojih prepoznavamo in še manj drugih in smo v nekem začaranem krogu. Sploh zato, ker tekamo skozi dan tako na hitro, pospravimo velika ta čustva v neke predalčke. Ja. Zaklenemo še predalčke, da ja ne bojo ti duhci ven prišli. Nujno. In pol pridejo ven takrat, ki je najbolj neprimeren trenutek velikrat. Danes v tale najin pogovor naslovili čustva krmarje našega zdravja in medosebnih odnosov. Koliko zdaj to misliš, čustva pa zdravje? Čustva zelo pomembno vplivajo na naše telo. Se pravi, če sem jaz veliko jezna, se bo to odražalo. Ali pa če sem ful srečna, se bo tudi odražalo. Ali pa če, ne? Mi delimo čustva na prijetna in manj neprijetna, manj prijetna, ne? Ja, pa če radi bi bili veseli, ne bi pa nas, da bi nas bilo strah, pa da bi bili jezni. Pa da ne bi bili jezni, pa da ne bi imeli, ne vem, enkapenih čustev, ki jih mi prepoznavamo znotraj našega telesa kot neprijetna, v občutenju tega, kaj se nam dogaja. S tem se pa ne zavedamo, da velikrat nam ravno ta neprijetna čustva govorijo, kaj naredimo v življenju, katero spremembo moramo narediti. In če tlačimo ta neprijetna čustva v te svoje skrite predale, nimajo niti možnosti, da bi se o njih pogovarjali. Pri tem, da pa čustva, angleška beseda, emotion pomeni energija v gibanju. Emotion, ja. In to pomeni, če ne povemo tega, me je strah, sem jezna ali pa sem vesela, potem se to obrne navznotraj. Vsako čustvo pa se mora izpovedati v krogu nekih bližnjih prijateljev, družine ali pa na takih delavnicah, kot je pač naša. Na teh delavnicah potem ti ljudem poveš, da je jeza čist okej? Jeza je super. Jeza postavi meje, do kam si mi dovolimo in kje pač nekdo stopa čez tisto mejo, ki je za nas v redu. Žal prevečkrat zaradi nekih vzorcev iz otroštva ne postavimo meje. Pa si rečemo, zakaj nisem rekel ne? Pa danes mi je recimo žal. Velikokrat se tudi na naši pojavnosti pozna. Ljudje, ki zelo težko postavljajo meje, so lahko tudi malo bolj ljubilni, ker ne znajo postaviti meje tudi kje drugje. Ja, pri hrani recimo. Recimo, ne bomo, ker to se tudi učimo, ne interpretirati, vsak ima svoj svet, v katerem živi in ga težko, dokler se ne pogovarjamo, ne sprašujemo o teh stvarih, težko razumemo, kaj se dogaja v človeku. Ampak lahko je ta hruškasta recimo oblika telesa tudi težava pri postavljanju mej. Na teh tvojih delavnicah, niso še bila, ampak me zanima, čakaj, kdaj imaš, 11.4. v sredo, torej v Ljubljani, kaj se na teh delavnicah dejansko sploh dogaja? Tak, čist v praksi.
Kaj jočejo, kričijo, smejejo? Vse je dovoljeno. Izražanje čustev, kakor komu v tistem trenutku se zdi, je popolnoma primerno. Sestavljene so delavnice tako, da je uvodna delavnica, kjer se vseeno malo več informacij za naš razum dobi. Zaradi tega, ker ko mi vklapljamo razum, izklapljamo čustva in obratno. Se pravi, prva je bolj namenjena temu razumskemu delu, s tem, da se že dotikamo čustev, potem se pa na koncu ljudje prijavijo za 5 nadaljevalnih, kjer pa je v bistvu odpiranje prostora čustvom in imamo na vsaki delavnici eno čustvo, stvari, ki so povezane s tem. Ki se pa procesira. Tako, s tem, da je rdeča nit vseh teh delavnic pa ljubezen, oziroma neke vrste, kako se pogovarjamo drug z drugim, kako brez obsojanja, brez nekih sodb, kako poskrbimo zase, kako poskrbimo recimo do neke mere za potrebe drugih, ker ko so potrebe na nek način nimamo zadovoljene, takrat pride čustvo ven, ne? Ko jaz nisem okej z neko situacijo, takrat se neko čustvo sproži. A te lahko vprašam za mnenje? Recimo, ena stvar, ki sem jo jaz počela dolga leta nazaj, ko sem bila v partnerstvu, kjer je bila tudi prisotna fizična agresija do mene, sem delala zadevo tako. Že takrat sem delala na televiziji in recimo sem bila doma, je prišlo do incidenta, fizične, verbalne agresije, jaz sem šla delati in v unmu trenutku, capa! Sem bila jaz čisto redo, kada se dejansko nič ni zgodilo. In to sem delala kar nekaj časa, pa sem imela občutek, da sem temu ubežala. To je sicer zelo praktična veščina, ampak enkrat te pa pohodi. Za nekaj časa lahko tako živiš. Aristotel je dobro rekel, jeziti se ni težava. Težava se je jeziti na pravega človeka v pravem trenutku, iz pravega razloga in na pravi način. To je umetnost. In ko se jezimo recimo na pravega človeka v pravem trenutku, takrat v bistvu postavljamo meje. Zdaj, dostikrat v teh partnerskih odnosih, osebah, ki so nam zelo pomembne, težko postavljamo mejo in čakamo, rečemo, pa saj še ni tako hudo. Ali pa saj tole še, pa bo potem boljš. Velikokrat iščemo izhod iz neke situacije, zato ker se ne želimo soočiti s problemom tukaj in zdaj in s težavo ali pa, ne vem, izzivom, ki nam bo potem sledil iz te situacije. Kar je na tvoje delavnice hodijo ljudje, ki želijo narediti en korak naprej v življenju. Biti predvsem odgovorni do sebe in ne to odgovornost prelagati na druge. Ampak kakšne izzive v življenju pa imajo, da se pol odločijo, da to naredijo? Nekateri pridejo zato, ker so se znajdli v situaciji, s katero ne vidijo več izhoda. Drugi, recimo, zaradi tega, ker so že veliko naredili, pa želijo še na tem področju malo več. Ker je ta delavnica, oziroma vse te delavnice so res namenjene odpiranju prostora čustvom. Imamo ogromno enih delavnic za zdravo prehrano, za ne vem, take in drugačne delavnice, ampak take delavnice, kot je ta, sigurno ni v Sloveniji na ta način narejena. To ni psihoterapevtska skupina, ampak je res ena podlaga iz vseh izkušenj, ki sem jih jaz recimo skozi izobraževalni sistem dobila, ker sem pač kar nekaj teh stvari naredila in tudi zato sem se odločila za to. Na koncu enega dolgoletnega izobraževanja me je trener vprašal, kaj bom zdaj s tem znanjem. In to vprašanje sem dobila tako, nenadno, brez tega, da bi se kaj prej pripravljala, se neka čustva. To so tista smer, v katero jaz želim iti. Ker se mi zdi, da so tako zelo pomembna, pa tako premalo pozornosti jim damo. Ker učimo se ravno iz teh neprijetnih situacij, neprijetnih čustev, situacij, ki nam nekaj govorijo. Se pravi, so bolj orodja, kakor pa nam na poto. Ja. Absolutno. Krasno, Karin, tale trenutek pripravili smo tudi anketo, naše goste smo spraševali o jezi, kaj oni naredijo, ko so jezni, kako se s tem dejansko soočajo, pa da vidva, če tudi oni razmišljajo tako, v tem smislu, da je jeza fajn. Zdaj, jeza je, tako kot veste, da zelo obožujem oziroma prakticiram daoistične veščine. V daoističnih veščinah in pa znanosti je dejansko jeza čustvo oziroma čustvena energija. In to energijo lahko pretvorimo nazaj v življenjsko energijo. To pomeni, da uporabljam tehnike, s pomočjo katerih negativno jezo, se pravi negativno čustvo, preoblikujem nazaj v svojo življenjsko energijo. To je tehnika, tako imenovana kreativni cikl oziroma inner smile in pa še druge daoistične tehnike, odlične. Čustvo jeze je v bistvu na čustvo, za katerega bi vsi želeli, da ga nimamo.
Ampak glede na to, da sem tudi terapevtka, vidim, da večina ljudi ima v sebi ogromno jeze. In tudi jaz nisem izjema. Rabila sem kar nekaj časa, da sem si pač priznala, da je v meni ogromno jeze, ki prihaja iz, bom rekla, zdaj, če verjamemo v več življenj, iz prejšnjih življenj in tako naprej. Kako se s tem soočam? Predvsem poskušam biti takrat zelo fizično aktivna, se pravi, da grem ven, da se sprostim. Če je treba, tudi včasih kaj pokričim, se pravi, če se le da, da ne gre na odnose, se pravi, super je, da se razježiš, ko si sam s sabo. Krasni odgovori so bili tole in Karin je danes v naši družbi, govorimo torej o čustvih, o tem, kako krmarijo, kako so čustva povezana z našim zdravjem, z našim počutjem in vsem ostalim. Na fammos.si sem pa Karin zasledila še vrsto ostalih zadev, takih in drugačnih delavnic. Fajn stvari imate, to je pa res ena poklicanost, ki jo upravljaš v življenju in v sredo 11.4. se pravi, bo pa ta uvodna delavnica, iz katere se bo potem precej stvari dogajalo. Ampak kako si pa ti, Karin, sploh prišla do tega? Prej si omenila, da si imela en kup enih izobraževanj in ponavadi ljudje, ki imajo potem tako poklicanost, se jim kaj takega, kako ne rečem, kar nekaj konkretnega v življenju zgodi. Vem, da meni se je. Pa potem sem se zaradi tega začela s tem ukvarjati. Zmer imaš sam najprej problem, ne? Če bi me nekdo v, rekla, tam 20 letih, mojega življenja, ko sem bila stara 20 let, vprašal, kaj ne bom delala, bi rekla, ne bom javno nastopala. In ne bom nikoli poučevala, imela delavnice ali česarkoli s tem v zvezi. Jaz sem dolgo leta delala na enem velikem sistemu in proti koncu sem ugotovila, da to ni več moje življenje, da je treba narediti eno spremembo. Zato sem se tudi izobraževala na različnih področjih, ki so me nekako pritegnila v tistem času. Da bi sebi verjetno najprej, ne? Najprej sebi, tako. Najprej, da sebi pomagaš in s tem sem prišla v bistvu tako v stik z neurolingvističnim programiranjem, z hipnoterapijo, z transakcijsko, z barvno terapijo, z medicinska energija, tudi te stvari. Tako da potem sem to začela nekako povezovati in te delavnice so ravno en rezultat vseh teh stvari, ki so mi jih pobirala iz različnih stvari, iz različnih izobraževanj in svojih seveda osebnih izkušenj. Tako da prelomno je bilo to, da sem šla iz velikega sistema in kaj si jaz res želim delati. In da lahko delam to tudi recimo po času, ko bom šla v penzijo. Tako sem takrat razmišljala, kaj bi jaz delala iz srca, kaj je tista moja pot. In nedolgo nazaj sem gledala eno vašo oddajo, kjer je ta vaša Džotiš, vedeževalka, rekla ribe, jaz sem riba sicer po nebesnem znamenju. Aha, da učijo, Oni so, ribe so pripovedovalci, so v bistvu vodje delavnic. Jaz sem rekla, tega nisem še nikoli slišala, ampak se mi zdelo tako zanimivo, vi morate nekaj poučevati, vi morate ljudem nekaj predajati, ker je to neko vaše poslanstvo. Tako da te informacije sem dobila tudi od enega gospoda, Sal Rašela, katero knjigo sem prebrala, ki govori o nekih spremembah na tem svetu. Saj je bil pri nas v studiu. On je meni recimo takrat premaknil mojo orbito sveta in sem se dobila z njim in je rekel, ja, ti si za to, da imaš delavnice, recimo tam cirka 20 ljudi, ker jaz nisem za populacijo 100 ljudi. Jaz rabim ljudi začutiti, jaz sem kinestet, jaz moram fizično ljudi gledati v oči, jih začutiti. In tudi kot coach v bistvu moraš imeti ta stik z ljudmi in to lahko delaš tam nekje do 15, odvisno od teme delavnice. Tle pri čustvih je pač tako, da jih je običajno med 10 plus minus 2, recimo tam več kot 12 jih je že težko, ker pol ne moreš nekako se posvetiti. Ljudje se odpirajo, ljudje povejo svoje stvari. In tudi to mogoče je pomembno, da na koncu te uvodne delavnice, ko se ljudje prijavijo, si jaz tudi vzamem možnost, da za nadaljevanje ne povabim vsega zraven, ne sprejmem vabila. Ja, si pridržuješ pravico do tega, kdo bo vse udeležen. To je standardna zadeva, to si tudi sami, ki imamo naše predavanje isto. In se mi zdi, da je to prav, a ne? Mora biti homogena stvar, zato da je ta bližina, iskrenost, odpiranje stvari na prav način. Hiter bo tale 11.4. v sredo. 11.4. Torej, koliko časa pa traja ta delavnica? 4 ure. To je tako, v
8:30 do 8:30 zvečer, tako da ljudje lahko po službi pridajo. V Ljubljani za parkirišče je poskrbljeno, je to blizu obvoznice. Drugače si moraš dopust vzeti. Ne. Pa tudi namenjeno je tako, najprej so na 14 dni, pol so na teden, ker se pač bliža ta poletni čas, zato da dobijo domačo nalogo na koncu vsake in naslednjič se potem o tej domači nalogi. To je kar neka šola življenja. Ja, lahko bi tudi tako rekli. Ja, je. Je, ne? Ker dejansko, če tako gledamo, učimo se, kako uporabljati sebe v bistvu. A ni zanimiv? Pa tukaj vemo, koliko ima Mars obseg, pa koliko je bilo kjerga leta, ne vem, karkoli je bilo, sebe pa sploh ne štekamo. Velikokrat je res ta problem, da hitimo, ne? Hitro čez življenje. Se pravi, damo neke čustva v neke oddaljene, ne, svoje recimo, ne, prostore duševnosti in potem nam nekje pridejo še zmeri, ne, vsake toliko cajta ven. Ker danes sploh ni več čas, da bi lahko svoje težave parkirali na parkirno mesto, jaz pravim na delavnicah. Ni več v tej dobi, ni več časa, da mi parkiramo svoje težave, s katerimi se ne želimo soočiti. Moramo jih vzeti in reči, kaj naj zdaj s tabo naredim. Jaz se rada družim z ljudmi, ampak rada zelo zbiram. Recimo z ljudmi, s katerimi si jaz postavim mejo, da se z njimi ne družim in ne preživljam časa, so to ljudje, ki so zmeri srečni, zmeri nasmejani, zmeri prijazni, osladno ustrežljivi, ki bi vse naredili za tebe. Lej, sorry, človek si, to ni v tvoji naravi, masko imaš. Dej dol, zder se name, focen mi dej, bod živ, pokaž življenje, pokaž čustva. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, ampak po drugi strani pa bi človek mogel biti, ja, zdravo, ja, koliko si ti fajna, ja, veš, to lepa. Dostikrat so to v bistvu take hude maske. Jaz pravim, da ta terorizem ali pa teror pozitivizma v zadnjih letih, skozi knjige, skozi delavnice, skozi to nam je v bistvu umaknil dovoljenje, da sploh čutimo še kaj drugega, kot samo pozitivno, pa dobro voljo, pa vesele. Pa tako bolj pomemben je del. In pol, kaj se dogaja? Jaz sem, ne vem, recimo jezna na nekoga ali pa me strah nečesa, se začenja telo upirati. Ne smem biti jezna, jaz se z duhovnostjo hvarjam, moram biti skozi srečna pa vesela. Ker človek, recimo, ki je čustveno opismen, ima samo kontrolo, ve, kaj se dogaja, v katerem trenutku lahko nekaj sporoči, na kakšen način in v bistvu je spontan in intimen. To povem, jaz povem, zdajle me je strah in s tem ni nič narobe. Ali pa zdajle sem ranljiva. Sprejemam se v vsakem obdobju in čustvi. Ne, da imaš to fasado, zdaj pa tega ni. Ne, tukaj je. Dajmo se s tem soočiti. In tudi ljudje to sprejemajo bistveno bolj, tako kot si prej rekla. Če imamo masko, te tudi drugi hitro prepoznajo. Če smo iskreni, če sem jaz prišla danes na to vdajo in sem rekla, ok, imam tremo, zakaj bi ne priznala, da jo pač imam, sem ok, in bomo to šli skozi. Pač se ti glih ne, no? Ok, ampak še vedno, ko si ranljiv, ko se odpreš, ko si iskren v tem, kar govoriš, ljudje to prepoznajo. Morajo prepoznati, zato ker je to tako človeško v nas, ta kongruentnost tega, kar jaz govorim in to, kar počnem, ker nekdo kot energijo vidi pri meni. To je tisto bistveno, da ti sprejmeš človeka, da je res taka kršenje. Ni pa v vsakem trenutku to primerno. Če si ti recimo s šefom ali pa z nekimi poslovnimi partnerji, ne boš vseh teh stvari odperil. Se pravi, za vsako tako stvar je nek trenutek potreben. Karin, bravo! Jaz te podpiram, tebe in tvojo poklicanost in požegnam, tole bo fajn delavnica uvodna 11.4. v Ljubljani. Hvala lepa, Karin. Pomembno sporočilo je povedala Karin. Kaj pa, če bi bili samo ljudje? Kaj pa, če bi bili samo človek, ki je včasih jezen, včasih žalosten, včasih vesel? Vse to je človek. Včasih pa moram reči,
da brez potrebe se zaprejo ali zapremo med 4 zidove in seveda potem se čutimo odrinjene